Lepo pozdravljeni vsi skupaj še z moje strani. Kot je bilo rečeno, mi je ime Matej in vam bom danes predstavil svoje magistrsko delo, v katerem smo preučevali posebne komplekse, sestavljene iz egerolizinov in pa njihovih proteinskih partnerjev. Kot lahko vidite tudi v naslovu, te komplekse najdemo oziroma jih proizvaja Goba Bukov strigar in nas je v sami nalogi bolj natančno zanimal mehanizem insekticidnega delovanja teh kompleksov. Se pravi, nas je zanimalo, kako ali zakaj so te kompleksi strupeni toksični za nekatere žuželke. Zdaj, kaj to sami egerolizini in njihovi proteinski partnerji sploh so, vam bom povedal malo kasneje. Za začetek pa najprej vprašanje, zakaj mi te komplekse na osnovi egerolizinov sploh preučujemo. Zakaj so za nas tako zelo zanimivi? Za odgovor na to vprašanje bo najprej potreben en malo daljši uvod in kot najbrž že vsi veste, se svetovno prebivalstvo iz leta v leto povečuje. Trenutno se okoli 7,9 milijard, ta številka pa naj bi do leta 2050 narasla celo do skorajda 10 milijard ljudi. In seveda se istočasno skupaj z rastjo populacije veča tudi sama količina hrane, ki jo potem človeštvo potrebuje, in ta potreba po hrani naj bi se do leta 2050 po ocenah Organizacije za hrano in agrikulturo Združenih narodov še dodatno povečala za 60%. Tako da zdaj obstajata dva različna načina, na katera mi to dodatno hrano lahko pridobimo. In prvi je, da enostavno razširimo pridelovalne površine, se pravi, da več zemlje namenimo kmetijstvu. S tem potem lahko razširimo naša polja, posledično posadimo več pridelka, razširimo lahko tudi naše pašnike, na njih gojimo več živine in tako naprej. Nažalost pa je zemeljska površina na našem planetu omejena in trenutno 38% celotne zemeljske površine že namenjamo kmetijstvu. Poleg tega ima tudi samo širjenje pridelovalnih površin zelo slabe učinke tako za samo podnebje, kot pa tudi samo okolje, za ekosisteme ali biodiverziteto vrst. Zaradi tega je potem verjetno boljša druga opcija, drugi način, da mi pridobimo to dodatno hrano, in to je, da izboljšamo kmetijsko učinkovitost, se pravi, da izboljšamo sam izkoristek pridelka. In to lahko storimo tako, da preprečimo njegove izgube, ki pa jih večinsko povzročajo razni vremenski in okoljski dejavniki. Tukaj med največje uvrščamo suše, potem poplave, pa tudi nevihte in požare. Zelo zanimiva je tudi tale pozitivna povratna zanka, v kateri seveda ljudje posegamo v naravo, naprimer sekamo gozdove, vse z namenom, da pridelamo več hrane, zaslužimo več denarja in s tem mi pospešujemo podnebne spremembe. Zaradi njih pa so potem te omenjeni dogodki, kot so suše in poplave, vse pogostejši in seveda je skupaj z njimi tudi vse pogostejša in vse večja sama izguba pridelka. In kako potem človeštvo kompenzira te izgube? Seveda tako, da še dodatno širimo naša polja in pašnike, še dodatno posegamo v naravo in se tako vrtimo v tele pozitivni povratni zanki. Poleg teh vremenskih in okoljskih dejavnikov pa so za okoli 10% izgube pridelka letno odgovorni tudi razni biološki viri. In sem uvrščamo škodljivce ter bolezni. Dva izmed zagotovo večjih svetovnih škodljivcev sta koruzni in pa koloradski hrošč. Gre za glavna žuželčja zajedavca krompirja in koruze, se pravi dveh izredno pomembnih prehranskih rastlin. No in pri koloradskem hrošču škodo povzročajo tako ličinke kot tudi odrasli hrošči. Te se primarno prehranjujejo predvsem z listi, ko pa teh zmanjka, pa lahko tudi s steblom ali gomoljem krompirja. Na drugi strani so za glavnino škode pri koruznem hrošču odgovorne ličinke, ki pa se hranijo s korinami koruze. Se pravi, da te ličinke potem povzročajo poškodbe korinskega sistema, zaradi katerih je rastlini otežen sam privzem vode in hranil. Svoj delež škode zagotovo doda tudi odrasli koruzni hrošč, ta pa se hrani večinoma z listi in pa koruznimi laski. Če nekako kvantificiramo škodo, ki jo povzročata ta dva zajedavca, vam lahko povem, da koloradski hrošč samo v Rusiji letno odgovarja za več kot 2 milijardi dolarjev škode, medtem ko je ta številka pri koruznem hrošču v Združenih državah Amerike okrog milijardo dolarjev, torej gre za kar zajetne vsote denarja. In seveda se potem zato ljudje ne pustimo kar tako, se poskušamo takšnim škodljivcem zoperstaviti in kmetje seveda v ta namen, poleg raznih tehnik, kot je kolobajanje poljščin, uporabljajo tudi razne snovi in to so največkrat različni kemični oziroma sintetični pesticidi. To so večinoma zelo majhne, sintezno pridobljene organske molekule, ki večinoma delujejo na živčevje, lahko pa tudi na miščevje ali rasti razvoj tačnih organizmov. In sintetični pesticidi se uporabljajo po celotnem svetu, saj so zelo učinkoviti pri zatiranju ogromnega števila različnih škodljivcev in imajo sintetični pesticidi tudi poleg tega zelo hitro delovanje. Torej, čas od njihovega nanosa, od njihove uporabe do želenih učinkov je zelo kratek. Sintetični pesticidi poleg tega, da se koncentrirajo, da se
koncentrirajo v hrani in krmi, tudi pronikajo v podtalnico in dosegajo v druga vodna telesa ter tudi ozračje. S tem pa je seveda njihove učinke moč čutiti tudi zelo daleč od njihovega primarnega mesta uporabe, od njihovega mesta izvora. No, in sintetčni pesticidi imajo še eno negativno lastnost in to je, da imajo ogromno nekih negativnih stranskih učinkov in so nevarni tako za samo okolje, kot tudi za zdravje netarčnih organizmov, vključno s človekom. Tako da kljub temu, da so zelo učinkoviti in tudi zelo hitro delujejo, imajo ogromno nekih nevarnih lastnosti za naše zdravje. No in zaradi tega je potem pomembno, da mi najdemo neko alternativo sintetičnim pesticidom in to lahko predstavljajo biopesticidi. Biopesticidi so samo neke snovi, neke molekule, ki seveda imajo določeno pesticidno aktivnost in jih mi pridobivamo iz naravnih virov. Te viri pa so lahko rastline, lahko so živali, glive, bakterije, virusi in tako naprej. Same biopesticide mi delimo v 3 skupine in sicer prva so mikrobni pesticidi. Tukaj gre za celotne organizme, torej cel virus ali pa celo bakterijo, celo glivo mi nanesemo na rastlino in jo tako zaščitimo. Druga skupina so potem biokemijski pesticidi, tukaj gre za izolirane snovi iz naravnih virov, naprimer za kakšne feromone, ki privabljajo škodljivce v pasti, ali pa za kakšne repelente, ki jih lahko odganjajo od rastlin, seveda pa tudi za kakšne snovi, ki so za njih strupene, imajo nek toksičen efekt, ponavadi takšni toksini škodljivce ubijajo. Kakorkoli, kot takšne, ker so to izolirane snovi, jih je kot takšne seveda potrebno na rastline nanesti in ponavadi rastline z njimi škropimo. Potem imamo tukaj še tretjo skupino in sicer gre tukaj za rastline, ki same proizvajajo, same izražajo neke zaščitne snovi, kot posledica tega, da mi v njih vnesemo nek tuj genetski material. Se pravi, naprimer nek toksin, nek gen za nek toksin, ki ga primarno proizvaja kakšna bakterija ali kakšna gliva, mi ta gen vzamemo in ga vstavimo v rastlino in ona potem sama naprej proizvaja to snov in se tako ščiti. Ena ogromna prednost biopesticidov pred sintetičnimi pesticidi je, da so veliko bolj selektivni v svoji strupenosti. Kar istočasno pomeni, da so veliko bolj varni in veliko manj škodljivi, kot so to sintetični pesticidi. Ima to istočasno svojo slabo lastnost, saj je zaradi tega posamezen biopesticid veliko manjši razpon različnih škodljivcev, proti katerim je učinkovit. Torej, en sintetični pesticid deluje proti veliko več različnim organizmom, ampak mislim, da dejstvo, da so biopesticidi toliko bolj varni in imajo toliko manj negativnih stranskih učinkov, odtehta tale minus. Predstavljajo biopesticidi danes zelo majhen delež celotnega pesticidnega trga, zavzemajo nekih 5% v vrednosti $3 milijarde, ampak naj bi se to počasi po napovedih tudi spremenilo. Do leta 2050 naj bi tako seveda najprej biopesticidi, sintetične pesticide ujeli in jih potem začeli počasi tudi nadomeščati. Velika večina vseh biopesticidov, ki so danes v uporabi, pa temelji na enem samem organizmu. Torej, pridobivamo iz enega samega organizma in ta organizem je bakterija Bacillus thuringiensis. Začetki njene uporabe segajo v zgodnje leta 20. stoletja, ko so prvič opazili, da Bacillus thuringiensis pri določenih žuželčjih ličinkah povzroča bolezenska stanja. Zato so to bakterijo seveda začeli na rastline nanašati, da jih zaščitijo in to je potem leta 1938 vodilo v prvi komercialni bioinsekticid, imenovan sporein. Od takrat se je število izdelkov, ki temeljijo na tej bakteriji, ogromno povečalo, torej danes poznamo kar nekaj takšnih produktov in te izdelki so bili skozi desetletja, ter so v bistvu tudi danes še vedno večinoma izolirani toksini iz te bakterije. Torej gre za tisto drugo skupino biopesticidov, za biokemijske pesticide. In seveda kot takšne jih je potem potrebno na rastline nanašati in to ima slabo lastnost, saj so tovrstni bioinsekticidi potem relativno slabo obstojni. Hitro se lahko razgradijo, hitro se lahko sperejo in jih je zato potrebno dokaj pogosto ponovno nanašati. Tudi zato je potem velik korak naprej pomenilo, ko so leta 2003 seveda najprej razvili, potem pa tudi odobrili transgene rastline, ki te toksine izražajo. Torej še enkrat, gre za rastline, v katere mi vnesemo nek gen iz bakterije Bacillus thuringiensis za nek toksin in potem ta rastlina sama proizvaja ta toksin naprej. Mi poznamo več 100 različnih snovi, ki kažejo takšno ali drugačno insekticidno aktivnost iz bakterije Bacillus thuringiensis. In največ takšnih snovi in tudi najpomembnejše pa uvrščamo v proteinsko družino kraj, saj gre za neke posebne kristalne proteine. Po tej proteinski družini potem takšni toksini dobijo tudi ime, tako da vzamemo tole besedico kraj in dodamo neke številke in pa črke, ki so v bistvu registrska številka takšnega proteina.
Naprimer, tukaj imamo proteina kraj 1 in pa kraj 2a iz Bacillus bacillus thuringiensis, ki delujeta proti metuljom, ali pa naprimer tele toksine kraj 4, kraj 10 in kraj 11, ki zatirajo komarje. Za nas še posebej zanima kraj 34AB1 in kraj 35AB1 proteina, saj te dva uporabljajo v transgeni koruzi kot zaščito proti koruznemu hrošču. Delujeta pa ta dva proteina tako, da ko se seveda ličinke koruznega hrošča prehranjujejo s koreninami koruze, zraven zaužijo tudi njiju in ona dva se potem nekako skupaj povežeta in tvorita kompleks kraj 34AB1, kraj 35AB1. In ta kompleks se potem, tako kot tudi vsi ostali toksini kraj, veže naprej na proteinski receptor na celični površini celic ličink koruznega hrošča. Torej, celice imajo na svoji površini več različnih proteinov in na enega izmed takšnih proteinov se potem ta kompleks kraj 34AB1, kraj 35AB1 veže. In to povzroči, da celica umre. Seveda pa, če umre dovolj celic, na koncu pogine tudi organizem sam. Tako da toksini kraj, vključno s tem kompleksom kraj 34AB1, kraj 35AB1, so se res izkazali kot zelo, zelo učinkoviti pri zatiranju določenih škodljivcev. Ampak, ker, kot sem omenil, se toksini kraj vežejo na proteinske receptorje in ker so proteini relativno podvrženi spontanim spremembam, spontanim mutacijam, kar pomeni, da jih organizmi lahko dokaj enostavno modificirajo ali celo prenehajo izražati, predstavlja ogromen problem pojav odpornosti žuželk na tovrstne bioinsekticide. Torej, če imamo mi nek toksin, nek bioinsekticid, ki se veže na proteinske receptorje in seveda organizem ta receptor spremeni ali tega receptorja celo ni več, se seveda takšen bioinsekticid nima več kam vezati. Rečemo, da je izgubil njegovo odpornost in da je organizem izgubil učinkovitost in da je organizem pridobil odpornost. In tudi koruzni hrošč je dokaj hitro razvil odpornost na kraj 34AB1 in kraj 35AB1 proteina. Če se ne motim, so transgeno koruzo, ki jo izraža, začeli uporabljati nekje leta 2005, prva poročila o odpornosti pa so začela iskati leta 2017, torej nekih 12 let je trajalo. Tako da tudi na tem primeru potem lahko vidite, da se škodljivci res hitro lahko prilagodijo na naše napore in pojav odpornosti zagotovo predstavlja eno največjih težav modernega kmetijstva. No in to nas zdaj pelje nazaj na prvotno vprašanje, ki sem ga zastavil čisto na začetku, saj se je izkazalo, da bi morda rešitev za to težavo odpornosti lahko ponudili naši preučevani kompleksi na osnovi egerolizinov iz gob ostrigarjev. Torej, te kompleksi so sestavljeni iz egerolizina in pa njegovega proteinskega partnerja. Mogoče preden gremo zdaj naprej na egerolizine in te proteinske partnerje, je dobro, če se malo ustavimo. Nekaj danes sem že omenjal proteine, v nadaljevanju pa tudi dosti govoril o lipidih in membranah. To se mi zdi v redu, da če te pojme malo predstavim, za vsak slučaj, če si nekdo preveč blizu z njimi. In če začnemo z lipidi, torej lipide mi srečamo v vsakdanjem življenju, lipidi so maščobe, to so razna olja, razne masti in so tudi eni glavnih gradnikov živih bitij, torej lipidi sestavljajo tudi naše celice. No in lipidov obstaja več vrst, mi bomo predvsem govorili o fosfolipidih, za katere pa potem lahko rečemo, da so sestavljeni iz dveh delov. Iz glave, ki vsebuje fosfatno skupino, zato tudi ime fosfolipidi, in ta glava ima hidrofilen značaj. Kar samo pomeni, da se ta glava veže z vodo, je rada v stiku, v okolju z vodo. No, potem drugi del, ki sestavlja fosfolipide, je rep, sestavljen iz dveh maščobno-kislinskih repkov in ta rep je hidrofoben. Hidrofoben se boji vode, torej se ne veže z vodo, ne mara biti v stiku v okolju z vodo. In zaradi teh lastnosti, ter tudi dejstva, da so notranja okolja živih bitij predvsem voda, se potem fosfolipidi v živih bitjih uredijo v takšnele fosfolipidne dvosloje, kjer lahko vidite, da se tele glave povežejo z vodo, torej ostajajo v stiku z njo, medtem ko se repi od vode umaknejo, se umaknejo v notranjost in se povežejo med sabo. In takšnim fosfolipidnim dvoslojem potem mi rečemo membrane. Te membrane pa potem v primeru celic, torej celične membrane, razmejujejo notranjost od zunanjosti celice. Danes bomo omenjali še en drug lipid, ki ni fosfolipid, je sterol, ampak ga vseeno najdemo tudi v celičnih membranah. In to je holesterol. Za njega ste najbolj že vsi slišali, verjetno v negativnem kontekstu, ampak holesterol je eden od nujno potrebnih ključnih lipidov, saj kot sem povedal, gradi tudi celične membrane. In on celične membrane daje neke strukturne lastnosti, v bistvu lahko rečemo, kot da on celične membrane nekako utrjuje in daje neko trdnost. Poleg lipidov imamo potem tukaj še proteine ali slovensko beljakovine, torej protein in beljakovina je eno in isto, ampak mi v molekularni biologiji raje uporabljamo izraz proteini. Proteini so sestavljeni iz verige aminokislin, ki se potem nekako zvije oziroma zloži v neko tridimenzionalno obliko in ravno ta oblika je ključna, saj ona potem narekuje, s čim se bo takšen protein lahko naprej vezal. Torej oblika
določa, s kakšnimi snovmi ali molekulami bo protein lahko interagiral. So proteini v bistvu glavni gradniki vseh živih bitij, so odgovorni za vsa dogajanja v naših telesih, od celičnih delitev, imunskih odzivov, potem krčitve mišic, vezave kisika v krvi, primerov je res nešteto. Proteine mi lahko v grobem razdelimo na dve skupini, in sicer na membranske proteine, torej tiste, ki jih najdemo v celičnih membranah, torej celične membrane gradijo tako lipidi kot tudi proteini, to je pomembno za kasneje, torej celične membrane so sestavljene iz lipidov in iz proteinov. Potem imamo tukaj še ostale proteine, torej tiste, ki jih v membranah ne najdemo. So proteini načeloma tudi veliko večji od lipidov, po drugi strani pa so lipidi veliko bolj evolucijsko ohranjeni od proteinov, kar pomeni, da organizmi lipide veliko težje spreminjajo kot proteine. In razlog temu je, da je naš genetski material, naš DNA oziroma naš slovensko DNK, je v bistvu načrt za izdelavo proteinov. On celicam pove, kakšne proteine naj izdelajo. Nekako si lahko DNK predstavljamo kot neko kodo, on kodira proteine. In zaradi tega potem kakršnakoli sprememba, kakršnakoli mutacija v genetskem materialu lahko tudi povzroči samo spremembo proteina, medtem ko lipidi nastajajo po čisto drugih sinteznih poteh in je za njihovo spreminjanje potrebno dosti več, ampak to je morda tema za kdaj drugič. Mi bi pa zdaj raje šli naprej na egerolizine. Torej, kaj so zdaj te egerolizini? No, in egerolizini so proteini. So načeloma zelo majhni, relativno majhni proteini, veliki okoli 4 nanometre. Poznamo okoli 500 predstavnikov, so stabilni v širokem območju pH, torej tako v kislih, nevtralnih kot v bazičnih pogojih, prenašajo temperature do 60 stopinj Celzija, najdemo jih predvsem v bakterijah in glivah, lahko tudi v drugih organizmih, naprimer v rastlinah, žuželkah in odkrili so jih celo pri virusu. Ampak kakorkoli pustimo to po strani, kar je glavna skupna lastnost egerozinov, torej njihova glavna skupna značilnost, ki jih tudi naredi tako posebne, je, da lahko interagirajo s specifičnimi lipidi. Torej, egerolizini se lahko vežejo z lipidi. Za nas so še posebej zanimivi egerolizini, ki jih proizvajajo gobe ostrigarji, torej tukaj gre za gobo bukovega ostrigarja in možinjenega ostrigarja, in te egerolizini so sledeči. Ostreolizina ali olja, potem pleurotolizina ali plija, plija 2, erlizina oziroma erja in pa še olja 6, katerega smo tudi uporabljali v tej magistrski nalogi. Vseh teh 5 egerolizinov si je zelo, zelo podobnih, njihova enakost varira od nekih slabih 80 do dobrih 90%. In vsi te egerolizini, z izjemo tega erja, torej vsi ostali 4, se vežejo na poseben membranski fosfolipid imenovan sfingomielin. Na ta sfingomielin pa se te egerolizini lahko vežejo samo, če je zraven prisoten tudi holesterol. Se pravi, egerolizini iz ostrigarjev se vežejo na sfingomielin, ko je ta v kombinaciji s holesterolom. In razlog temu je, da sfingomielin o prisotnosti holesterola zavzame rahlo drugačno obliko. In kot sem govoril prej, je ravno oblika ključna za interakcije s proteini, a ne? In ravno zaradi te rahle spremembe oblike sfingomielina lahko potem naši egerolizini, naši proteini, na ta lipid lepo nalegejo in se z njim povežejo. Princip delovanja, če vam kaj pomaga, je kot nekako ključ in ključavnica. Torej, mora biti ravno pravšnja oblika, da stvar lahko deluje, da se lahko stvari med sabo vežejo. Vsi te egerolizini iz ostrigarjev, tokrat vključno z erja, torej vseh 5, pa se vežejo še na en drug membranski fosfolipid in sicer na ceramid fosfoetanolamin. V nadaljevanju bom raje uporabil njegovo kratico CPE. Torej, CPE je ceramid fosfoetanolamin. Spet se te egerolizini lahko vežejo na CPE, samo če je ta v kombinaciji s holesterolom. Kar pa je za nas tukaj pomembno, je, da je vezava na CPE 1000-krat močnejša od vezave s sfingomielinom. Torej, egerolizini iz ostrigarjev se 1000-krat raje vežejo s CPE-jem kot s sfingomielinom. Sta pa te dva lipida analoga, sta si zelo podobna, kot lahko vidite. Razlikujeta se le v glavi, kjer ima sfingomielin na tale dušikov atom vezane 3 ogljike, medtem ko ima CPE na tale dušik vezane 3 vodike. Kakorkoli, za nas je tudi tukaj pomembno, da je sfingomielin prisoten predvsem v sesalcih, torej gradi celične membrane sesalcev. Medtem ko CPE v sesalcih skoraj da ni, se pojavlja le v sledovih. Je pa zato CPE predvsem v žuželkah. Torej, sfingomielin je v sesalcih, CPE je v žuželkah. No, poleg te vezave na lipidne tarče, egerozinov iz ostrigarjev, pa imajo oni še eno zelo, zelo pomembno skupno lastnost in to je, da se lahko povežejo s porotvornim proteinskim partnerjem, ki ima posebno domeno kompleksa membranskega napada perforina ali krajše ima domeno MACPF. Torej, ta domena MACPF je le en sestavni del teh njihovih proteinskih partnerjev. In domene MACPF so to dolgo kompleksno ime dobile zaradi nekaterih proteinov v našem imunskem sistemu. Mi imamo v imunskem sistemu en poseben protein perforin in pa neke druge proteine, ki se skupaj sestavijo in tvorijo kompleks, ki napada membrane. In kar je njim skupno, je, da lahko tvorijo, da imajo to domeno MACPF, ki se lahko ustavi v membrane tujih celic in v njih tvori pore.
Se pravi, če naprimer v naše telo vdre neka tuja celica, recimo kakšna bakterija, ki je seveda za nas lahko potencialno nevarna, se seveda odzove naš imunski sistem. In aktivira se perforin, aktivirajo se te drugi proteini in oni potem v bakterijski membrani tvorijo pore. Nekako si lahko predstavljamo, naprimer, kot da je bakterijska celica nek balon. In njena membrana je ta ovoj balona. Potem pa si lahko te proteine imunskega sistema, oziroma to domeno MACPF, predstavljamo kot neko iglo, ki dela luknje v tem balonu. In seveda posledično bakterija zaradi teh lukenj tudi kot balon poči, tudi bakterija umre. No in ostrigarji, torej bukov ostrigar in možinin ostrigar, poleg egerolizinov proizvajata tudi dva takšna proteina, ki imata to porotvorno domeno MACPF. In sicer so to erlizin B oziroma ERIB in pa pleurotrolizin B ali PLIB. Mimogrede, PLIB smo tudi mi uporabili v magistrski nalogi. No in ERIB in PLIB se potem lahko povežeta z egerolizini iz ostrigarjev in v umetnih membranah tvorita pore. Torej, egerolizini iz ostrigarjev, naprimer olja 6, se lahko povežejo s proteinskim partnerjem, ki ima domeno MACPF, naprimer PLIB, in v membranah, ki vsebujejo sfingomin in holesterol ali pa CPE holesterol, tvorijo pore. Te pore pa izgledajo takole, torej imajo neko 13-merno simetrijo, so sestavljene iz 13 podenot in imajo neko takšno rozetno obliko. No in te dve glavni skupni značilnosti egerolizinov potem tudi pomenita, da imajo oni ogromno nekih biomedicinskih in biotehnoloških uporab. Ker pa se vežejo na CPE in ker lahko v membranah, ki vsebujejo CPE, tvorijo pore, seveda če je prisoten njihov proteinski partner, ter ker je CPE predvsem v celičnih membranah žuželk, smo mi pomislili, da bi morda lahko bili učinkoviti tudi kot bioinsekticidi. No in zato so komplekse na osnovi egerolizinov, naprimer kompleks olja 6-PLIB, tudi testirali na različnih žuželkah in res se je izkazalo, da imajo oni neko insekticidno aktivnost. In sicer so strupeni tako za ličinke koruznega, kot tudi za ličinke koloradskega hrošča. In še več, ta strupenost je zelo primerljiva s preomenjenim kompleksom kraj 34-AB, kraj 35-AB, ki se že uporablja kot bioinsekticid in je res zelo, zelo učinkovit. Ampak seveda, preden mi, kad začnemo te komplekse na osnovi egerolizinov kar uporabiti kot bioinsekticide, je potrebno stvar res dodobra raziskati. In zato smo en del prispevali tudi mi v magistrski nalogi. Torej, mi smo pred samo izvedbo naloge vedeli, da se egerolizini iz ostrigarjev, naprimer olja 6, vežejo na sfingomelin in holesterol ali pa na CPE in holesterol. Poleg tega smo tudi vedeli, da lahko v umetnih membranah, ki vsebuje ta lipida, če je prisoten tudi njihov proteinski partner domeno MACPF, tvorijo pore. Ter vedeli smo tudi, da so te kompleksi toksični tako za ličinke koruznega in koloradskega hrošča. No in zato nas je potem v sami nalogi zanimalo, kako so te kompleksi toksični za ličinke koruznega hrošča. Torej, ali je za njihovo insekticidno aktivnost res ključen nastanek por v celicah teh ličink. Ali gre morda za kakšen drug mehanizem, mogoče za kakšno celično signalno pot. Potem nas je tudi zanimalo ne samo, kaj se dogaja na celičnem nivoju, ampak tudi na kakšnem višjem nivoju, torej na tkivnem nivoju. Kaj se dogaja s črevesjem teh ličink, zakaj one dejansko poginejo. In pa, kot sem govoril prej, se lahko v primeru proteinskih receptorjev hitro razvije odpornost. In je že res, da mi vemo, da se egerolizini iz ostrigarjev vežejo na lipidne tarče, ampak kaj če za njihovo strupenost morda ključen še kakšen dodatni proteinski receptor. V takšnem primeru bi se seveda spet lahko razvila odpornost na naše potencialne bioinsekticide, zato smo obstoj takšnega dodatnega proteinskega receptorja tudi preverili v magistrski nalogi. No in samo nalogo mi lahko razdelimo v 4 faze. Prva faza je priprava materijala, potem sledi analiza lipidov oziroma lipidomika. V tej drugi fazi smo preverili tudi obstoj tega proteinskega receptorja. Potem smo v tretji fazi izvedli krioelektronsko mikroskopijo potencialnih por in pa v zadnji 4. fazi smo naredili še histološke oziroma tkivne analize. Seveda, če začnemo na začetku, najprej smo mi sploh morali pridobiti ta dva proteina, olja 6 in PLIB. Kot sem povedal, jih v naravi najdemo v bukovem ostrigarju, tako da eden od načinov bi bil, da gremo mi lepo na teren, naberemo dovolj te gobe, se vrnemo v laboratorij in jih potem iz te gobe izoliramo ven. Ampak ker je to malo zamudno in ker pač mi poznamo gena, ki kodirata ta dva proteina, smo ta gena raje ostavili v bakterijo Escherichia coli in potem je ona za nas proizvedla velike količine olja 6 in PLIB in s tem smo si mi malo olajšali delo. Ker smo želeli tudi preveriti, če se dejansko tvorijo pore v celicah ličink koruznega hrošča, smo pripravili različne tipe veziklov. In vezikli so v bistvu kot nekakšni balončki, nekakšni mehurčki, ki so obdani z membrano. In te vezikle potem lahko mi pripravimo v laboratoriju in njihove membrane uporabljamo kot nek model za proučevanje dejanskih celičnih membran. Zato smo najprej pripravili umetne vezikle iz komercialnih lipidov, torej iz nekega biotehnološkega podjetja smo naročili 3 lipide, naročili smo CPE, holesterol in POPC in iz teh 3 lipidov pripravili vezikle, ki vsebujejo 5% CPE-ja. Zakaj ravno 5%? Ker naj bi se
CPE v naravi, v žuželkah, v njihovih membranah pojavlja v takšnem deležu. No, potem smo želeli tudi pripraviti malo bolj naravni sistem, ki bi malo bolj natančno odražal dejanske celične membrane teh žuželk. Zato smo pripravili tudi vezikle iz izoliranih lipidov. Torej, tukaj smo vzeli ličinke koruznega hrošča, iz njih izolirali ven vse lipide in potem iz teh lipidov sestavili vezikle. In torej te vezikli so že boljši naravni približek dejanskemu stanju, saj so sestavljeni iz dejanskih lipidov in dejanskega razmerja deležev lipidov, ki jih te ličinke vsebujejo. Ampak še vedno nam tudi tukaj nekaj manjka. In prej sem govoril, da celične membrane gradijo tako lipidi kot tudi proteini. In seveda, mi imamo pri obeh tipih veziklov lipide, manjka torej proteini. Zato smo pripravili še tretji tip veziklov, in sicer vezikle iz membran mikrovilnega epitela. Spet neko kompleksno dolgo ime, zato bomo raje uporabili kratico BBMV. Torej, BBMV-ji so vezikli iz membran mikrovilnega epitela. In te BBMV-ji mi pripravimo tako, da vzamemo črevesne celice ličink koruznega hrošča. Zakaj ravno črevesne celice? Zato, ker količinka zaužije proteina olja 6-B, so to prve celice, ki pridejo z njima v kontakt. No, torej, vzeli smo črevesne celice in njihove membrane nekako razdelili na krajše fragmente. In potem smo te posamezne fragmente celičnih membran vzeli in jih nekako kot mozaik sestavili v te BBMV-je, te vezikle. Torej, BBMV-ji so potem sestavljeni iz delov dejanskih celičnih membran teh ličink in so res odličen naravni približek. In kot takšni vsebujejo tako lipide kot tudi proteine. No, v drugi fazi smo potem najprej želeli preveriti, katere in koliko katerih lipidov vsebujejo te ličinke. In zato, ko smo v prvi fazi pripravili tisti drugi tip veziklov in smo izolirali lipide iz ličink koruznega hrošča, smo del tega vzorca tudi poslali v Italijo k profesor dr. Graziano Gueli, ki je za nas ta vzorec lipidni izvleček analiziral in nam nazaj posredoval rezultate. V tej fazi smo tudi preverili, če obstaja kakšen dodatni proteinski receptor za egerolizine iz ostrigarjev, in to smo storili tako, da smo vzeli BBMV-je, ki naj vas še enkrat spomnim, so sestavljeni iz delov dejanskih celičnih membran teh ličink. No, torej, vzeli smo BBMV-je in njihove membrane razbili na posamezne sestavne dele, torej na posamezne lipide in na posamezne proteine. Potem smo te sestavne dele zmešali z egerolizinom olja 6 in preverili, če se je kaj med sabo vezalo. V tretji fazi smo nato na Inštitutu za anatomijo Medicinske fakultete v Bernu tem našim pripravljenim trem tipom veziklov dali proteina olja 6-B in preverili, če so v njih nastale pore s krioelektronsko mikroskopijo. Krioelektronska mikroskopija pa je ena taka revolucionarna metoda, tehnika, za katero je bila tudi dodeljena Nobelova nagrada leta 2017 za kemijo. No, in krioelektronska mikroskopija zelo dobro ohrani naravna stanja zelo majhnih snovi, naprimer molekul, proteinov, proteinskih kompleksov, in nam potem omogoča, da jih lahko opazujemo. V četrti fazi pa smo še naredili tkivne analize, torej tukaj smo hranili ličinke koruznega hrošča s kompleksom olja 6-B, naključno izbrali nekaj ličink, jih postavili v modelčke, zalili smolo, da smo dobili nekakšne takšne blokce, te blokce zelo natanko narezali in te rezine potem analizirali s svetlobno mikroskopijo. S tem smo mi dobili vpogled v samo notranjost ličink, torej kaj se dogaja z njihovim črevesjem. No, pa bi se zdaj kar ogledali rezultate. Torej, takole izgledajo rezultati lipidomike, torej analiz lipidov. Kot lakovite ličinke koruznega hrošča vsebujejo 4,6% CPE-ja, 9,5% sfingomirina in pa tudi 14% kolesterola. To je v teoriji dovolj, da bi se morda res lahko tvorile pore v celicah teh ličink. Torej, prvi rezultati so bili zelo spodbudni, zelo dobri. No, potem, kot sem že povedal, smo želeli na primeru olja 6 preverili tudi, če obstaja kakšen dodatni proteinski receptor za egerolizine in kot sem rekel, smo vzeli BBMV-je in njihove membrane razbili na posamezne sestavne dele. In to smo storili s tehniko NADS-PAGE. Pri tej tehniki mi naše BBMV-je zmešamo z detergentom NADS in kaj ta detergent naredi, je, da nekako odtopi proteine stran od lipidov, torej jih loči. In potem mi te posamezne sestavne dele vodimo skozi tak zamrežen gel, kjer te sestavne dele potujejo različno hitro glede na njihovo velikost. Torej, na primer, večji proteini bodo potovali počasneje in bodo zato v nekem danem času prepotovali krajšo razdaljo, medtem ko bodo manjši proteini potovali hitreje in bodo v enakem času prepotovali daljšo razdaljo. Se pravi, s to tehniko smo mi ločili proteine oziroma sestavne dele po velikosti in zatem je ostalo, da preverimo, če se kateri od teh proteinov veže z našim egerolizinom olja 6. In to smo naredili s tehniko prenosa Western. Tukaj smo najprej ta gel s sestavnimi deli odtisnili na neko drugo podlago, na njo nanesli ta naš egerolizin olja 6, počakali nekaj časa, torej dali smo stvarem dovolj časa, da se morda med sabo vežejo, odvečen olja 6 podlage sprali in na to uporabili označena protitelesa proti olja 6, da smo preverili, če je kje na podlagi ta egerolizin še ostal, kar pomeni, da se je z nečem vezal. Tole so rezultati tele tehnike, tukaj je
pozitivna kontrola, to je sam olja-6, torej sam egerolizin, tukaj sta negativni kontroli in pa različne koncentracije naših vzorcev. Kot lahko vidite, pozitivna kontrola lepo sveti, kar pomeni, da tukaj prisoten egerolizin olja-6, pričakovano, saj to tudi je samo olja-6, no nekaj pa sveti tudi pri naših vzorcih. Torej, olja-6 se z nečim v naših vzorcih vezal. Ampak s čim? No in ker smo mi pri tehniki NADS-PH uporabili celotne sestavne dele, torej lipide in proteine, in potem so te celotni sestavni deli potovali skozi zamrežen gel, ter ker so pač lipidi veliko manjši od proteinov, so oni potovali najhitreje in so potovali največjo razdaljo prepotovali. Torej, potovali so do konca tega gela. In tudi tukaj lahko vidite, da smo mi vezavo zaznali čisto na dnu tele podlage, kar pomeni, da se je egerolizin olja-6 z nečim da se je vezal z lipidi v naših vzorcih. Medtem ko proteini, ki so seveda veliko večji in so zato nekje tukaj vmes, torej so prepotovali krajše razdalje, torej vezave proteinov z našim egerolizinom ni. Ker pa smo pri tej tehniki uporabili detergent NADS, ki proteine tudi denaturira, kar pomeni, da jim spremeni obliko, smo mi s tem lahko vplivali na sposobnost vezave potencialnih proteinskih receptorjev z egerolizinom olja-6. In zato smo izvedli še en eksperiment, in sicer tehniko nativno pH. Princip te tehnike je skorajda isti kot princip NADS-PH, le da tukaj ne uporabljamo detergenta, ki bi proteine denaturiral. Torej tukaj mi iz BBMV-jev, iz njihovih membran, ven izoliramo proteine, brez da jim spreminjamo oblike, in nato te izolirane proteine zmešamo z našim egerolizinom olja-6, vse skupaj nanesemo na gel in preverimo, če je prišlo do kakšne vezave. In tole so rezultati tega eksperimenta. Lahko vidite, da je tale lisa naše pozitivne kontrole, ki je spet samo olja-6, približno v enaki višini, kot je lisa našega vzorca, torej izoliranih proteinov, zmešanega z egerolizinom olja-6. Kar pomeni, da se olja-6 s proteini ni vezal. Zdaj, če bi do vezave prišlo, potem bi bil ta kompleks egerolizin olja-6 plus dodaten protein zagotovo večji, kot je sam olja-6, in bi zato v tem eksperimentu, v tem zavreženem gelu potoval počasneje in bi ta kompleks prepotoval krajšo razdaljo kot naša kontrola. Medtem ko mi tukaj vidimo, da sta oba v isti višini, kar pomeni, da do vezave ni prišlo. No, sledi krioelektronska mikroskopija, torej tukaj lahko na levi strani vidite kontrolo, same vezikle, takole nekako izgledajo, lepo se vidijo njihove membrane, fosfolipidni dvosloji. Na desni sliki, kjer pa smo dodali proteina olja-6 in B, lahko vidite, da so skoraj vsi vezikli več ali manj popolnoma prekriti s porami. No, nekaj por je z veziklom po nastanku tudi odpadlo. Kakorkoli, torej prvi rezultati zelo, zelo dobri. To nas je potem spodbudilo, da smo preverili porotvornost kompleksa olja-6 še v malo bolj naravnem sistemu, in sicer v veziklih iz izoliranih lipidov. Tukaj smo imeli dokaj razrečen vzorec, torej zelo malo veziklov, in je bil zato ta vzorec zelo težaven za analizo, ampak nam je ponovno uspelo jasno videti, da so tudi tu nastale pore v veziklih. Ker gre tukaj za bolj naravni sistem, za malo boljši približek dejanskim celičnim membranam teh ličink, so to še boljši rezultati. In zato smo na koncu preverili, če se pore lahko tvorijo tudi v BBMV-jih, ki naj vas še enkrat zadnjič spomnim, da so BBMV-ji sestavljeni iz delov dejanskih celičnih membran ličink koruznega hrošča in so res odličen približek dejanskemu naravnemu stanju. Spet je na levi strani kontrola, spet lahko lepo vidite tole membrano, fosfolipidni dvosloj veziklov in pa tudi posamezne membranske proteine, ki izgledajo kot nekakšne dlačice na teh veziklih. Kar je tukaj pomembno je, da lahko na desni sliki, ko smo dodali olja-6 in B, spet jasno vidite, da so nastale pore na teh veziklih, kar dokazuje, da kompleksi na osnovi egerolizinov, natančneje kompleks olja-6 B, res lahko tvorijo pore v celicah ličink koruznega hrošča. No, še četrta faza, tkivne analize. Tukaj smo želeli preveriti, kakšen učinek ima kompleks olja-6 B na črevo ličink koruznega hrošča. Njihovo črevo se deli na 3 dele, torej na sprednje, srednje in zadnje črevo. Ker se absorpcija hrani vrši v srednjem črevesju, smo se osredotočili na njega in njegova zgradba izgleda nekako takole. Torej, imamo eno plast stolpičastih črevesnih celic, te potem obdaja ovojnica z mišicami, torej tole so mišice. Med črevesnimi celicami so posamezne zarodne celice, tele ščetinaste zadeve pa imenujemo mikrovili in so samo nagubana površina teh črevesnih celic, skozi katero se vrši absorpcija. Spet na levi strani kontrola, na desni pa črevo ličinke hranjene z olja-6 in B in kot lahko vidite, med tema dvema slikama kar nekaj razlik. Lepo se lahko vidi, da se je tale ovojnica z mišicami odcepila od zgoraj ležečih črevesnih celic, potem pojavili so se posamezne luknje v črevesnih celicah, lahko opazimo tudi nastanek izrazitih žepov okoli zarodnih celic, potem posamezne črevesne celice so začele tudi odtekati v votlino črevesja
in pa pri kontroli se lahko lepo vidi tale rozasta površinska plast, ki so v bistvu tisti mikrovili, torej ta nagubena površina. In ta plast marsikje na desni sliki manjka, kar pomeni, da je prišlo do delne izgube, delne razgradnje teh mikrovilov. Ampak kakorkoli, vse te spremembe nakazujejo, da je prišlo do koloidno-osmotskega tipa celične lize. Ali drugače povedano, da so se v črevesnih celicah res tvorile pore, torej res so se tvorile luknje, zaradi katerih so potem lahko voda in ostale snovi prosto prehajale med zunanjostjo in notranjostjo celice, in to je potem vodilo v smrti celic in v te opisane bolezenske spremembe. Če za zaključek še nekako povzamemo ugotovitve naše naloge, torej naši rezultati pripomorejo k razumevanju mehanizma insekticidnega delovanja proteinskih kompleksov na osnovi egerolizinov iz gob ostrigarjev. In ta mehanizem delovanja je sledeč. Najprej se seveda ličinka hrani s korinami koruze in pri tem zaužije tudi naš egerolizin in njegov proteinski partner. In potem se ena molekula tega egerolizina v srednjem črevesju veže na celično membrano. Ta molekula egerolizina, naprimer olja 6, se potem poveže še z eno dodatno molekulo egerolizina in na nju se potem veže proteinski partner z domeno MAC-PF, naprimer Lib. Se pravi, eno takšno podenoto sestavljata dva egerolizina in en proteinski partner. 13 takih podenot nato tvori pore, zaradi katerih potem lahko voda in ostale snovi prosto prehajajo med zunanjostjo in notranjostjo celice in to seveda vodi v celične smrti, posledično pride do bolezenskih sprememb srednjega črevesja, zaradi katerih se ličinka preneha prehranjevati in na koncu tudi pogine. Naši rezultati nakazujejo gelskih analiz, nakazujejo tudi na odsotnost nekih dodatnih proteinskih receptorjev, kar dodatno tudi podpira dejstvo, da smo mi pore videli tako v veziklih iz izoliranih lipidov, kot tudi v BBMV-jih. Torej, mi smo s krioelektronsko mikroskopijo opazili, da so pore nastale tako v veziklih, ki ne vsebujejo nekih svojih intričnih proteinov, kot tudi v veziklih, ki seveda te proteine imajo. Kar kaže, da proteini niso ključni za sam nastanek por. Na osnovi tega potem mi lahko predpostavimo, da je za mehanizem delovanja kompleksa na osnovi egerolizinov ključen njihova vezava izključno z lipidnim membranskim receptorjem CPE-jem. In to je zelo pomembno, saj se zaradi tega potem naši preučevani proteinski kompleksi na osnovi egerolizinov razlikujejo od ostalih podobnih bioinsekticidov, ki se vežejo na proteinske receptorje, naprimer toksinov kraj. In kot sem povedal, so lipidi veliko bolj evolutsko ohranjeni od proteinov, torej organizmi veliko težje spreminjajo in zato je potem možnost, da se razvije odpornost na naše preučevane komplekse veliko nižja, kot je to pri drugih bioinsekticidih, ki se vežejo na proteinske receptorje. Torej, kompleksi na osnovi egerolizinov imajo potem takem en ogromen potencial za uporabo v kmetijstvu, za zatiranje določenih škodljivcev, predvsem koruznega in koroladskega hrošča, kjer lahko nadomestijo bioinsekticide, ki so že v uporabi in izgubljajo svojo učinkovitost zaradi odpornosti, ali pa jih lahko morda uporabljamo vzporedno s temi drugimi toksini, ki se vežejo na proteinske receptorje. Se pravi, da bi v neki rastlini istočasno uporabljali te naše komplekse na osnovi egerolizinov, ki se seveda vežejo na lipidne tarče in tudi neke druge toksine, ki se vežejo na proteinske tarče, naprimer toksine kraj. S tem bi mi še povečali učinkovitost obojih in še dodatno zmanjšali možnost, da bi se lahko razvila odpornost, ter kdo ve, mogoče s tem končno omogočili oziroma prispevali k temu, da bioinsekticidi nadomestijo veliko bolj nevarne, škodljive, tradicionalne sintetične pesticide. No, to bi bilo to. Če so še kakšna vprašanja, drugače pa hvala. Tako da. Zdaj pa imamo mogoče Matejno vprašanje. Kar? Ste omenili v bistvu, da so zelo varni ti bioinsekticidi, samo vsem, če bi človek preveč pojedel, kaj bi to pomenilo za človeka? Ali so čisto 100% varni ali ne? Ne, seveda ne. Samo to je vsaka snov je lahko tudi potencialni toksin. Tudi če mi spijemo preveč vode, je to lahko za nas nevarno. Tako da v nekih velikih količinah so seveda za nas škodljivi. Ampak v teh količinah, v katerih bi jih uporabljali v transgenih rastlinah, za človeka ne bi smeli imeti efekte, učinka. Tako da bi mogli biti varni. Še kakšno? Ok, hvala.